Spoštovani nekdanji predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, drage gospe, dragi gospodje, dobrodošli na srečanju naših 30 let. Od srca do srca gre skrivnosten glas, nebo se odpira kot dlan, ljubezen želi prebivati v nas, za zmeraj, nič več in nič manj. Nasmeh gre v besedo, beseda v dejanje, dejanje v zahvale iskrene, zahvala v nasmehu rodi valovanje in krog večne sreče se sklene. To so besede pesnika Leona Oblaka, ki jih je spisal za naših 30 let in lepo povzamejo našo radijsko usmerjenost in poslanstvo od prvega dne 28. novembra 1994 do danes in tudi v prihodnosti bo tako. Ves čas si namreč prizadevamo, da bi gradili iskrene vezi z našimi poslušalci ter z vsemi sogovorniki v našem programu in tudi na mnogih srečanjih in sestankih. Prizadevamo si uresničevati to, kar je pred dnevi rekel papež Frančišek novinarjem, da moramo biti graditelji mostov, ker je danes preveč visokih zidov med nami. Ob 30-letnici Radia Ognjišče se s hvaležnostjo oziram na prehojeno pot, ki ni bila s cvetjem posuta, ampak tudi z mnogimi kamni in bodicami. Na začetku ni bilo malo takšnih, ki so nam napovedovali propad. Njihova napoved se ni uresničila. Tukaj smo in brez pretiravanja rečem, da smo med radijskimi postajami zelo prepoznavni. Brez domišljavosti izjavljam, da smo najbolj slovenski radio, ki je sprejet med vsemi generacijami, ker prinašamo sporočilo slovenskih vrednot, slovenskih krščanskih izročil, ki so najdragocenejši zaklad našega naroda. Bili smo in bomo ponosni na slovensko samostojnost in vpetost v družino evropskih narodov. Prepričan sem, da je temeljna naloga slovenskega radijskega medija z besedo in glasbo prinašati v slovenski prostor vse lepo in dobro, blagoslov, veselje, srčnost, iskrenost in pravičnost. Radio mora s svojim programom poslušalcem vlivati pogum in upanje, da v življenju ni vse slabo in pokvarjeno, ni samo tragično in žalostno. Radio mora biti s svojim programom poslušalcu v oporo, tolažbo in navdih. Radio ne sme poslušalcev samo zabavati in jim ustvarjati lažno podobo sveta in življenja, ampak mora prinašati spodbudo za pravo veselje ter za mir srca, duše in duha. Ko govorimo o Radiu Ognjišče, se moramo vedno s hvaležnostjo spomniti tudi našega ustanovitelja, monsinjorja Franca Boleta, ki je bil pravi junak medijske dejavnosti znotraj cerkve, a je odločilno posegel tudi v družbeno življenje našega naroda. V hvaležnosti za vsa njegova dela smo mu letos postavili doprstni kip v Knežaku, kjer je bil rojen in krščen. Tako bodo prihodnji rodovi vedeli, kdo je bil in kaj je ustvaril v težkih časih polpretekle zgodovine. Vsem, ki ste prišli na naših 30 let, se zahvaljujem ter izražam željo in upanje, da si bomo lahko še velikokrat segli v roko, drug drugega podprli in se veselili skupnih uspehov, ki prinašajo zadovoljstvo. Naj bo Radio Ognjišče tudi vaš nevsiljivi sopotnik, ki vas bo ogreval in spodbujal k lepemu in dobremu. Hvala.